Danes boš pri pouku slovenščine spoznal prvi dve pisani črki, in sicer malo in veliko pisano črko I. Se veseliš tega? Izhajala bova iz male tiskane črke I. To že prav dobro poznaš, kaj ne? Kje že domuje mala tiskana črka I? Tako, v travici in v sončku. Ravno tam domuje tudi mala pisana črka I. Pri tej pa moramo nekaj dodati. Uganeš kaj? To so rokice, kajti male pisane črke so med sabo zelo dobre prijateljice, zato se držijo za ročice. Mala pisana črka I je sestavljena iz dveh potez. Pa si poglejva prvo. Predstavljaj si vzletanje letal. Ali si že kdaj videl, kako vzleti letalo? Gre pa takole. Pri črti spodaj letalo vzleti poševno navzgor. Pri črti se ustavi in strmo zleti navpično navzdol. Vendar brez skrbi, letalo ne strmoglavi, temveč se tik nad tlemi obrne in zopet zleti poševno od spodaj navzgor. Druga poteza pri mali pisani črki I pa je pika. Nanjo ne smemo pozabiti, kajti brez nje ni črke I. Sedaj pa boš potezo vadil na 3 različne načine. Najprej boš malo pisano črko I s prstkom prevlekel po ekranu. Nato jo boš napisal po zdrobu ali moki ali čem podobnem. Nazadnje pa boš malo pisano črko I napisal v zvezek in jo 5-krat prevlekel z barvico. Najprej se torej loti naloge, da s prstkom prevlečeš malo pisano črko I po ekranu. Poglej si posnetek, kako naj to izgleda. Črko lahko prevlečeš večkrat. Pri tem si vzemi čas. Zato ti predlagam, da pred opravljanjem naloge ustaviš posnetek. Na tem mestu pa te moram opozoriti, da bodi nežen z ekranom, da ga ne poškoduješ. Tvoja druga naloga je, da napišeš malo pisano črko I v zdrobu, moki ali čem podobnim. Malo pobrskaj po kuhinji, kaj bi bilo najbolj ustrezno. Sama sem uporabila kar zdrob. Natresla sem ga v krožnik ravno toliko, da sem pokrila dno. Nato sem začela s pisanjem črke. Poglej si na posnetku. Sedaj se tudi ti loti pisanja črke v sipki snovi. Pri naslednji nalogi se selimo v zvezek z vmesno črto. Vanj najprej napiši z malimi tiskanimi črkami naslov mala in velika pisana črka I. Naslov napiši z rdečim kemičnim svinčnikom. Poglej, pri mojem naslovu se je prikradel tiskarski škrat in vzel besedo pisana. Pazi, da se to ne zgodi še tebi. Pod naslovom boš najprej na veliko napisal s modrim flomastrom malo tiskano črko I. Nato pa boš preko nje zapisal malo pisano črko I. Pa bo najbolje, da si ogledaš posnetek, v katerem ti to pokažem.
Pri pisanju te vedno opozarjam, da bodi natančen, kar velja tudi pri pisanju male pisane črke I. Tukaj imam nekaj primerov, ko učenci niso bili popolnoma natančni. Pazi, da ne boš ponavljal njihovih napak. V zvezku z vmesno črto boš sedaj na drugi strani zapisal 3 vrstice male pisane črke I. Poglej si, kako si sledijo poteze. Piši z nalivnikom, zapis pa naj bo natančen, čitljiv in estetski. Vem, da to zmoreš. Tako naj torej izgleda zapis v zvezku z vmesno črto. Za razliko od mojega, morajo biti v tvojem 3 vrstice v celoti zapolnjene z malo pisano črko I. Sedaj pa naloga še zdaleč ni v celoti opravljena. Ali se spomniš, da sem ti v začetku posnetka obljubila, da boš spoznal obe, malo in veliko pisano črko I? Čaka te torej še velika pisana črka I. Tudi pri spoznavanju te boš najprej opravil naslednje naloge. Veliko pisano črko I boš najprej prevlekel s prstkom po ekranu. Nato jo boš napisal v zdrobu, moki ali čem podobnem. Nazadnje pa jo boš napisal v zvezek z vmesno črto in jo z barvicami 5-krat prevlekel. Velika pisana črka I domuje v sončku in v travici. Napisana pa mora biti z eno potezo. V nadaljevanju boš videl, kako poteka poteza zapisa. Sedaj pa boš črko prevlekel s prstom po ekranu. Tudi pri tem si vzemi čas, zato ti predlagam, da ustaviš posnetek. Ponovno te opozarjam, bodi previden, da ne poškoduješ ekrana. Naslednja naloga je pisanje po sipki snovi. Uporabi kar tisto, ki si jo imel pri pisanju male pisane črke I. Poglej si posnetek, kako sem se naloge lotila sama. V zvezku z vmesno črto boš sedaj napisal pod malo pisano črko I še veliko pisano črko I. Ta naj bo napisana čez spodnjo polovico zvezka. Poglej si posnetek s potekom zapisa črke. Tokrat uporabi le modro barvico. Črko 5-krat prevleci.
Na drugi strani zvezka zapiši 3 vrstice velikih pisanih črk I. Nadaljuj pod zapisom malih pisanih črk I. V nadaljevanju posnetka boš videl potek poteze zapisa. Ponovno piši z nalivnikom, natančno, čitljivo in estetsko. Potrudi se, saj vem, da ti bo šlo. Tako naj torej izgleda celoten zapis v zvezku, seveda z zapolnjenimi celotnimi vrsticami. Pa sva prišla do konca ure slovenščine. Bravo! Naučil si se napisati prvi pisani črki. Kako se ob tem počutiš? Verjamem, da zelo dobro.